v novem vlogu. Nama so bili te vrelci res ful všeč, tako da če bi tam signal, bi sigurno še kakšen dan ostala, ampak ja, žal smo mogli naprej. Je bil pa tudi včeraj kar pester večer. Poleg naju je tam prespal tudi en kolesar, turist, ki kolesar tukaj prek Sahare. In v bistvu popoldne je prišel en vojak, spet tak kvazi vojak, no, pasoš še počekirati in so mu dala pasoš, da pač ga je poslikal in je rekel, da komu tam prespiva in da ni problema. Zraven ta kolesar pa ni hotel dati pasoša, ker je bil prepričan, da se zgodi to, da ga odženejo zaradi tega, ker on pokaže pasoš. In mu ni dal in je ta vojak rekel, ja, ok, v redu, in je šel. In pol zvečer ob 10 so pa prišli policaji in so pač hoteli pasoše, tokrat tudi od tega kolesarja in so ustrajali pri tem, da pokaže, logično. In so nama rekli, oziroma so nam vsem trem rekli, da tukaj ni varno za prespati in da tujci tukaj ne sme, ne da ne smemo spati, ampak da ni varno za tujce, da za domačine je ok, za tujce pa ne. No in potem smo se tam midva malo pogajala, da bi midva vsem tam ostala, ker je pač pozna ura, pa z njimi bi se mogla furati 50 km do postaje, pa pač da res hočeva še zjutraj biti na tem lepem prostoru, da je pač res lepa njihova država in da ful uživava in da se varno počutva. In so te policaji rekli, da v redu, da bojo šli nazaj in so šli nazaj pač proti svoji postaji in čez kakšno urco so se vrnili in so rekli, da so pač vse to posredovali svojemu šefu, ampak da je šef rekel, da ne smemo prespati in da nimava izbire. No, ampak zdaj ta drugič, ko so prišli te policaji, so bili že ful bolj tako prijazni, so nama rekli, ja, kar se naju tiče, komot lahko tle ostanete, pač ful super, lep prostor je. Pa smo ugotovili, da sta tudi ona dva prvič tam, ker sta en je iz Agadirja, en je iz Marakeša in oba tukaj delata tako 1000 km stran od doma in nista v bistvu sploh vedela, da sta tam bazeni, midva rečeva, da bi se rada zjutraj še skopala, pa on cel začuden pogleda, ja, tle je bazen, koliko sva povedala, da ima ta bazen skoraj 50 stopinj, je še bolj debelo pogledal, tako da na koncu sva pelala bolj te vojake tja do tega bazena, da so ga videli in so bili čisto navdušeni, oziroma te policaje, ampak so rekli, da ja, da ne vejo, da pač ne smejo naju tukaj pustiti, ampak da bojo šli spet nazaj pa se pogajali s svojim šefom, tako da pol jih kasneje več ni bilo, tako da zgleda so se dobro spogajali, sta pa tudi te dva policaja povedala, da so oni sem prišli samo zato, ker kolesar ni hotel pasoša pokazati, da je zato do njih sploh ta informacija prišla, da smo turisti tam, in da drugače ni problema, kar se turistov tiče in kar se varnosti tiče, ampak da zaradi tega so pač oni mogli urgirati. Ja, pa s tem, da sta rekla, da je ful nevarno, pa da bo prišli neki ljudje iz Sahare, iz Malija na kamelah in da se bojo napadali, ne vem kaj, pa se pa izkazali, da sta tudi ona dva prvič tam in da v resnici sploh ne poznata moče in tudi res na koncu je bilo že zelo sproščeno, ker nismo hoteli iti, oziroma smo jih prosili, če lahko ostanemo, tako da pač sta rekla, ja, zapravo zdaj je v bistvu to problem za vas in za naju, ker midva moramo pa pač šefom reči in to ni najna odločitev, a vas pustimo tle ali ne, morajo šefi to odobriti. Problem je pa bil, da ni interneta oziroma sploh signala tam, tako da nista mogla šefa tam klicati, ampak sta se mogla peljati 20 km po cesti nazaj do glavne ceste, pa poklicati šefa, pa bolj priti nazaj. Tako da ja, je bil kar pester večer za nas in za njih. Na koncu smo vsem lahko prespali brez problema in se v bistvu na koncu s temi policaji prav super imeli, zato ker so znali tudi angleško za čuda, tako da smo kar klepetali malo. Drugače, ja, preživela sva večer s tem kolesarjem iz Nemčije, smo se tudi čisto redo imeli, pa potem prije sva šla spat, ob 2 zjutraj sva se šla še skupati še enkrat in je bilo res čist noro, čisto za v filme, sred puščave biti v neki oazici, v vreli vodi pod zvezdnatim nebom in luno, ki je vse ful razsvetljevala, tako da se je prav odsevalo vse od belega peska, tako da je bilo res filmsko. Tako da sva danes kar težko šla, ampak ja, žal rabva signal. Smo pa takoj, danes so potem še do glavne ceste tega kolesarja pelala in potem smo ga ven dali na eni bencinski postaji in naj jo tako govoril en Srb, ki je videl, da so Slovenca in naj jo potem povabil na pijačo in se je izkazalo, da
te trije Srbi, dva kolesarta, en pa teče in grejo od Dakle do Casablanke, se pravi 1600 km. In to delajo v bistvu zato, ker zbirajo denar za enega bolanega otroka, tako da pač lahko ljudje donirajo. In ja, mislim, da nekih 60 km na dan premaufajo oziroma prekolesarijo, tako da kar svaka jim čast. Ja, res noro. Mi gremo pa zdaj naprej, ker še naprej po 4 kolesih ne bomo ne laufali, ne kolesarali. Kakšne 100-150 km bo danes prevozila naprej proti jugu. Ne veva še čisto točno, kje se bo ostavila, ampak ja, nekaj, kjer bo signal. Mi danes nadaljujemo pot do Dakle, to je v bistvu tako znano mestece, predvsem po tem, da je ves čas so taki stalni vetrovi, tako da ljudje tam ful surfajo pa kajtajo, tako da je tudi tam eno parkirišče oziroma ena plaža, kjer ful veliko ljudi prezimuje, spet je lahko čez 100 kemperjev na eni plaži, glih zaradi tega surfanja in kajtanja. Bomo se njim zapeljali pa videli, ali so že prišli, ali je še pretoplo na severu, da bi to na jug migrirali. Mi bomo pa sicer potem probali najti kakšen bolj miren kotiček, upam, da nam uspe. Danes smo ostali kar na mestu, ta prostor sicer ni glih neki ekstra lep, ampak je pa dosti v redu za ostati, pa res sva rabila en dan počitka. Tako imamo pa jutri tudi še v mestu ene opravke, tako da morava počakati ponedeljek, ker danes je bilo več ali manj vse zaprt. Sva pa vsem bila kar produktivna, oba sva delala, Nastja delala in zjutraj in zvečer, cunja sva še oprala, tako da v bistvu bi rabila še kakšen dan počitka, no. Ja,
Ta polotok in mesto Dakla je v bistvu zadnji tak večji postanek pred Mauretanijo. Tako da si bova zdaj kakšen dan vzela, da se malo spočijeva od naporne vožnje do zdaj in se pripravova psihično in fizično na Mauretanijo, ki bo verjetno še bolj naporna, oziroma v bistvu se zdaj začenja res tako pravo oreng potovanje. No. Tako da, ja, rabva malo odmora. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.